Spoštovani, v zvezi z odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom je sprožil kar nekaj polemik in dvignil kar nekaj prahu. Dovolite mi zato, da pojasnim stališče Gospodarske zbornice Slovenije o odloku, ki bo začel veljati jutri, torej v sredo 15. septembra. Najprej naj zelo jasno poudarim, da Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev vlade, da se kljub poslabšanju epidemioloških razmer v gospodarske dejavnosti ne zapirajo, da gospodarstvo lahko posluje seveda ob zagotavljanju pogojev PCT v čim večjem obsegu. To se mi zdi izjemno pomembno. Na Gospodarskem zbornici Slovenije tudi od samega začetka, ko so bila cepiva na razpolago, zagovarjamo čim večjo precepljenost prebivalstva in zato spodbujamo zaposlene k cepljenju, spodbujamo delodajalce, da izvajajo ukrepe v tej smeri, saj bomo le na ta način zagotovili odprtost države tudi v jesenskem in zahtevnem zimskem obdobju, ki sta pred nami. V zvezi z zadnjim vladnim odlokom, ki bo, kot rečeno, začel veljati v sredo, pa smo na Gospodarski zbornici Slovenije vendarle kritični do odločitve vlade, da strošek testiranja vseh zaposlenih avtomatično prenese na delodajalce. Ocenjujemo, da delodajalci ne morejo namreč kriti stroškov testiranja zaposlenim, ki se ne želijo odločiti za brezplačno alternativo, torej za cepljenje. Po našem mnenju vsak posameznik nosi odgovornost za svojo odločitev ter s tem tudi za stroške testiranja, ukolikor se ne odloči za cepljenje in zato seveda nima utemeljenih zdravstvenih razlogov. Obenem poudarjamo, da testiranje zaposlenih v vseh dejavnostih za delodajalce predstavlja poleg velike stroškovne obremenitve, ne pozabimo na to, tudi dodatno časovno, organizacijsko in seveda tudi kadrovsko obremenitev. Dodatno bi rad še opozoril tudi na dejstvo, da gospodarstvo, čeprav se je v zadnjem letu in pol seveda večkrat znalo učinkovito, uspešno prilagoditi na epidemiološke razmere in valove, ki smo jih doslej imeli, pa vendarle ne more vselej hitro slediti hitrim, nejasnim spremembam vladnih odlokov, ki ne predvidevajo ustreznega predhodnega obdobja za gospodarstvo. Menimo, da je to prehodno obdobje med danes, ko smo šele dobili določena pojasnila o odloku, in sredo, ko bo začel odlok veljati, vendarle nekoliko prekratek čas. Ampak verjamem in zaupam v slovensko gospodarstvo, da bomo seveda tudi tokrat uspešno znali zaščititi zaposlene, naša podjetja, vse ostale državljane pred virusom in da se bo tudi tokrat pokazalo, da je gospodarstvo vselej na dobri, zdravi poti.